To je v bistvu zadnji podcast v letošnjem letu, v letu 2025. Kako hitro je minilo. In v moji družbi pozdravljam gospo Hano Košan. A sva rekli Košan? Ne, Košan. Prav sem. No, Tako. jaz imam s priimki in z pravilnim naglaševanjem strašanske dileme, ker želim, da so pravilno naglašeni. A vas lahko prosim, gospa Hana, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Ja, zdaj, ko ste mi to povedali 2 minuti nazaj, sem mislila, kaj pa želim povedati. Tako da po moje bom povedala to, kar danes želim povedati. Verjetno, kakšna je danes inspiracija. Prihajam sem kot predsednica Društva Kralji ulice. Delam na Kraljih ulice že v bistvu od samega začetka moje poklicne poti. Kot študentka sem že začela delati na Društvu Kralji ulice in ostala tam, tako da je to moja prva in edina služba. Drugače sem po izobrazbi socialna pedagoginja in to zelo rada povem. Sem zelo ponosna, da opravljam ta poklic. Tako da sodelujem tudi na fakulteti, na oddelku za socialno pedagogiko, nekaj kot asistentka, tako da prenašam tudi te neke izkušnje iz prakse in to neko moje razumevanje in doživljanje sveta študentkam. Zelo rada delam z njimi, ker se mi zdi, da je prav, da nekako nove generacije nekako motiviramo, aktiviramo, da se postavijo v neko držo zagovorništva najranljivejših skupin. Tako da sem tudi zaradi tega zelo aktivna tudi v društvu, Združenju za socialno pedagogiko. Tako, v prostem času sem se včasih ukvarjala s cirkuško pedagogiko, to tudi rada povem, ampak zadnje čase ne dopušča moj prosti čas veliko teh stvari. Upam, da bom v prihodnosti dokončala svoj doktorat, ki tudi me še čaka. Ampak ja, to se v priliki. Evo, tako nekako, to so neke stvari, ki se mi najbolj dogajajo zadnje čase. Moram vprašati, kaj je cirkuška pedagogika? Cirkuška pedagogika je v bistvu nek pristop, neka metoda, ki smo jo v bistvu tudi na socialni pedagogiki začeli razvijati v Sloveniji. V bistvu, tako preprosto povedano, cirkus se uporablja kot medij dela z ljudmi. Recimo delamo veliko nekih delavnic oziroma vodimo neke skupine v šolah, kjer neki otroci, ki rabijo mogoče neke različne pristope, neke drugačne pristope, recimo otroci, ki morajo trenirati na koncentraciji ali pa na neki pozornosti, uporabljamo cirkus kot medija, v smislu, da pač treniramo žongliranje, vztrajnost pri žongliranju, da gradimo skupnost, veliko dajemo na skupnost pri cirkuški pedagogiki, v smislu tega, da kako naša skupina, pa smo zelo različni, tam lahko nekako gradimo nek skupnostni cirkus v nekih veščinah, v nekih tudi zabavnih stvareh, kako na zabaven način recimo krepiti to neke odnose, neko vztrajanje, neko potrpežljivost na drugi strani, na nek mogoče zabaven način. Evo, tako zelo preprosto povedano. Super, hvala. Okej, jaz sem vas pa povabila v tej drugi vlogi kot predsednico Društva Kralji ulice. Zdaj, jaz sicer za svoje gledalke, poslušalke, poslušalce, gledalce ne vem, ampak zame so Kralji ulice predvsem časopis in prijazni gospodje in gospe, ki ga za 1 evro prodajajo. Kaj je to, enkrat na mesec, ali je to enkrat na 14 dni? Enkrat na mesec, ja. Enkrat na mesec. In povezano je z brezdomstvom, s temami, ki tudi pišejo brezdomci, in na ta način jaz poznam Kralji ulice. Kaj se pa še vse skriva za Kralji ulice? Ja. Tako, mislim, da marsikdo nas pozna v bistvu po časopisu, najbolj, ko rečemo Kralji ulice. Mogoče bi na tem mestu tako hitro anekdoto oziroma povedala začetek Društva Kralji ulice. Ravno s časopisom je nastalo naše društvo. Leta 2005 so študentke socialne pedagogike se odločile, da bojo 24 ur preživele na ulici z brezdomnimi, ker takrat ni bilo veliko programov, ki bi ponujale neko pomoč. Bilo je zavetišče, pa neke take karitativne dejavnosti, ne vem, kakšna cerkev je odprla vrata, pa dala kak sendvič, ampak ni bilo veliko aktivnosti. So rekle takrat študentke in profesorice, profesorji, dajmo ugotoviti, kaj ljudje rabijo. No, in tam je nastala najprej ideja časopisa, tako, kako dati glas ljudem, da povejo, kaj rabijo, če rečemo. In še vedno časopis ostaja ta neka skupnost ljudi, brezdomnih, ljudje, ki jih zanima ta tema, strokovnjakov, zaposlenih v našem društvu, prostovoljcev, občank in občanov,
umetnikov, pisateljev, ilustratorjev, ki skupaj ustvarja na temo brezdomstva in socialne izključenosti, ne, da se ljudje z nekim različnim socialnim ozadjem srečajo in nekaj skupaj ustvarjajo. Predvsem pa, da govorimo o brezdomstvu skozi oči tiste, ki to izkušajo, a ne. Saj mene večkrat kam povabijo, pa potem govorimo o brezdomstvu, ampak v bistvu, če želimo res razumeti ta pojav, moramo dati glas tudi tistim, ki to izkušajo. No, in mogoče, če iz tega grem tako, mi vse stvari, ki jih počnemo na našem društvu, delamo iz teh potreb, ki jih zaznamo, ki nam jih ljudje povejo, ki jih vidimo, ki jih nekako izkušnje v praksi pokažejo. No, in potem smo leta 2006 odprli prvi dnevni center v Ljubljani. Dnevni center je predvsem namenjen, kamor ljudje pridejo, predvsem tisti, ki so na ulici, da nekje na varnem, na toplem preživijo lahko dan, kjer lahko urejajo razne stvari, kjer jim strokovni delavci nudijo pogovor, kjer lahko uporabljajo prostore, da spijo čaj, lahko uporabijo računalnik, da iščejo sobe, zaposlitve, nudimo razne aktivnosti, aktivacijo v smislu nekih delavnic, tam so prostovoljci, torej da ljudje čim bolj smiselno preživijo dan, a ne. In tudi naša ideja tega, da ljudje res vključujemo v vse stvari, da so pač tako čim bolj aktivni preko dneva. Potem smo 2008 mi ustanovili en program nastanitvene podpore. Mi nimamo zavetišča. Zavetišča mora biti taka krizna rešitev in se nam zdi prav, da so, ampak res z idejo krizne namestitve. Mi smo pa razvili, kaj pa tisto, kar ljudje pa res lahko mogoče tako postavi na noge. In leta 2008 smo začeli s programom nastanitvene podpore, kar pomeni, mi imamo neka stanovanja po Ljubljani, tam se ljudje, ki so brezdomni, vselijo, vsak dobi svojo ključno delavko, neko podporo in z nekim osebnim načrtom, torej kaj želi človek doseči, kako se želi postaviti na noge, ki si želi neke spremembe, potem aktivno dela na tem 18 mesecev ali do 24 mesecev, nekateri tudi dlje, no. Ampak tako res je taka ideja. Pa tudi to v bistvu izhaja iz tega, da je stanovanje osnovna človekova pravica, a ne. Stanovanje ne more biti pogojeno, da si ti to prislužiš, ampak mi mislimo, da je to človekova pravica, a ne. In da človek rabi najprej neko varno streho nad glavo, potem pa lahko ureja neke stvari. Mi ne moremo od človeka, ko spi na klopci, pričakovati, da bo šel na razgovor za službo jutri, če pa ne ve, kje se bo stuširal, pa kaj bo jedel, a ne. Kako ta človek lahko gre na razgovor za službo? Kako lahko gre konec koncev zdravje odvisnosti, recimo, če je oseba zasvojena, če pa bo spet mogel iti spat na klopco, ne. Torej človek rabi streho nad glavo, potem pa se lahko zgodijo spremembe. To so bili neki taki prvi programi. Potem pa so zdaj se mi zdi eni programi, ko nas ljudje tako res malo včasih gledajo, to vse delate Kralji ulice, so pa v smislu pa neke preventive. Mi smo šli zadnje čase, res smo rekli, dovolj je tega upravljanja samo z brezdomstvom, ampak želimo, da preprečimo brezdomstvo, a ne. In smo šli v neke preventivne programe, torej delujemo skupaj s stanovanjskimi skladi, da ljudi, ki so v nekih najemnih stanovanjih, recimo predvsem občinskih stanovanjih, ali pa nekih socialnih stanovanjih, tudi če hočemo reči, pa se pred njim lahko neki krivdni razlogi za deložacijo pojavijo, jih mi podpremo, da ne izgubijo tega stanovanja, ki ga že imajo, a ne. Torej, da ljudje ne izgubijo in postanejo brezdomni, a ne. Torej jih ujamemo tam. Znotraj tega smo začeli delati zelo družinami. Opažamo v Sloveniji velik manko dela z družinami, takimi zelo ranljivimi, v smislu, ne vem, zasvojenosti, duševno zdravje, starši so revni, so mogoče imeli že izkušnjo neke stanovanjske ranljivosti, a ne. Tako na večjih področjih rabijo podporo in mi tam tako delamo, da hodimo družinam na dom in pomagamo pri starševanju, pri urejanju položnic, pri urejanju doma, pri šolskih nalogah, pač vse, kar ta družina rabi, kar rabi res eno podporo na vseh področjih. No, in potem v sklopu tega preprečevanja deložacij, potem delujemo tudi v skupnostih, ker v Ljubljani, pa tudi recimo v Mariboru, kjer smo prisotni, so take ogromne soseske socialnih stanovanj. Saj je fajn, da gradimo dostopna stanovanja, ampak je to neka koncentracija stanovanj. Na enem območju lahko živi veliko ljudi, ki se sooča s takšnimi in drugačnimi težavami. In smo mi prisotni v teh soseskah, da nas ljudje spoznajo, da jih nekako sosesko poskušamo okrepiti in ponuditi neke aktivnosti, da do nas pridejo starši ali pa odrasli, še preden neke težave tako eskalirajo. Recimo primer, pri nas se pol pojavijo mame v teh skupnostnih prostorih, pa rečejo: Znašla sem se v nekih finančnih težavah, ne bom mogla plačati šole v naravi, ali pa sem plačala šolo v naravi, ne bom mogla plačati najemnine, a lahko kaj storimo, a ne, da recimo, da že primer, da neki dolg ne nastane tak neobvladljiv, ampak da že starši predčasno pridejo do nas v teh
skupnostnih prostorih pa iščejo neke možnosti za podporo in rešitev. In Zato kaj je se tisto, kar lahko dobijo od vas, recimo v takšnem primeru? Ja, mi največ v bistvu nudimo, naša primarna dejavnost je tako psihosocialno podporno delo, ne. Mi ne nudimo donacij, mi nismo ta humanitarna organizacija, da bi, ljudem recimo plačevali položnice ali pa da bi dobimo sicer kdaj neke materialne dobrine, recimo nekje vsake toliko, no, dobimo neke donacije in potem to razdelimo ljudem, ampak primarno to ni naša aktivna dejavnost, a ne. Mi v bistvu strokovno delo, mi imamo pač strokoven kader, tudi prostovoljce, ampak predvsem v teh najbolj kompleksnih situacijah ponudimo strokovno delo, svetovanje, usmerjanje, informiranje. Se pravi, če se znajde neka družina, ki rabi pač pomoč pri, ne vem, raznih prošnjah, pri izpolnjevanju nekih vlog. Včasih ljudje sploh ne vejo, kake neke socialne pravice imajo, pa so, a ne, bi lahko izboljšale njihovo situacijo. Učimo pisati prošnje za delo, recimo, a ne, nekoga, ki mogoče nima te izkušnje. Staršev, ki nimajo nekih, svojih dobrih izkušenj družinskih, jih krepimo v tem, da postanejo oni boljši starši in pač pomagamo pri vzgoji otrok, a ne. Tako da v bistvu predvsem ta del je naš, a ne. Nekako izhajamo iz socialnega dela, iz socialne pedagogike in nudimo neko strokovno podporo, usmerjanje, vodenje, informiranje posameznikov. Veliko stvari počnete. Ja, ogromno stvari. A greva mogoče po teh segmentih, pa vseeno začneva z brezdomstvom. A lahko rečeva, da je to morda primarno vaše delo, Ja, brezdomstvo? tako, mogoče zakaj, lahko še samo povem ta del, zakaj mi vse to počnemo. Zato ker to se mi zdi zelo pomembno pri razumevanju brezdomstva. Ker brezdomstvo ni samo tisto, kar mi vidimo na ulici, a ne. To je v bistvu en zelo mali del so osebe, ki spijo na ulici, a ne. Ti najbolj vidni brezdomni. Mi sledimo tej definiciji Etos, ki je v bistvu ena evropska definicija o brezdomstvu, ki tako loči na 6 kategorij brezdomnih. In v bistvu tudi naša raziskava, ki smo jo lansko leto delali v občini Ljubljana, lahko kasneje povem o tem, je pokazala, da v bistvu je zelo veliko ljudi, ki je pač ki živi v nekem skritem brezdomstvu, a ne. Ali pa ljudje, ki so v nekih takih rizičnih situacijah, da so brezdomni, se tudi štejejo pod brezdomno. Zato v bistvu mi počnemo vse to široko paleto aktivnosti, zato ker brezdomstvo ni samo tisto, človek spi na ulici. Brezdomstvo je, ko nekdo spi na kavču pri babici, zato ker nima kje za biti, a ne. Saj ti lahko na kavču pri babici spiš nekaj časa, ampak to ni tvoj dom. Ti ne moreš nekako si ustvariti nekega svojega prostora, a ne. Ali pa da spiš v nekih zapuščenih hišah, da spiš včasih na podeželju v hišah, kjer so neprimerni pogoji, ni elektrike. Zadnjič smo se s kolegi tam iz Murske Sobote pogovarjali, enih tam v Bronkih so neki starejši ljudje, ki nimajo niti dovolj prihodkov, niti ne vejo, kako se nekih stvari dobiti, mogoče neke subvencije za neke stare razpadajoče hiše. To so vsi ljudje, ki živijo v brezdomstvu, a ne. Če ti nimaš neke varne, trajne, dostojne strehe nad glavo, je človek že lahko živi v brezdomstvu. Ker če bo če rečemo ta hiša razpadla, kam bo ta človek šel? Verjetno v zavetišče za brezdomne, a ne, nima kam zdaj, ta človek je sam. Tako da, zakaj je zelo pomembno, a ne, vedno to poudarjamo, pač, da je treba širše razumeti brezdomstvo. Zakaj? Zato, ker bo potem tudi odločevalci, tisti, ki pač lahko ponudijo neke rešitve, bo potem prave rešitve lahko dali, a ne. Če bomo mi samo zavetišče odprli za tiste, ki spijo na ulici, ne bomo mi rešili brezdomstva, a ne, ne bomo mi preprečili, da so ljudje brezdomni. Bomo samo ponudili prvo in pomembno uteho, ampak na dolgi rok pa ne bomo rešili brezdomstva.